Se pravi, smo se odločili takoj opustiti mineralna gnojila, osnova. Drugič, kar smo se odločili, da opustimo insekticide, se pravi škropiva proti gnilobi, in pa da plevele in pa travo se ročno popleje in pa odstrani z stroji, da ne uporabljamo škropiv, katera so pa za človeka najbolj škodljiva. Ta angleški toksikolog nam je opisal v tej knjigi Paradoks Zemlje, katera škropiva in pa katere snovi so najbolj škodljiva za človeka, in na prvem mestu so seveda škropiva proti travi. Mi smo se leta 1995 to odločili in 2 leti seveda so bile velike težave, kajti ko preideš z konvencionalnega vinogradništva na vinogradništvo, da tega več ne uporabljaš, se pravi, te bolezni močno izbruhnejo, se pravi, od oidija, paranospore, tudi pajek se začne močno pojavljati. Vendar v 2-3 letih se to normalizira in se stanje začne bistveno popravljati, se pravi, da dobimo nazaj neki normalni pridelek, vendar je ta dosti manjši, se pravi, od nekje od pol kilograma do 3/4 kilograma je zgornja meja, da pridelamo na en trs. To pa zaradi tega, ker če vi ne dodajate mineralnih gnojil, se pravi, da ne krmite po domače te trte in ona mora sama začeti iskati hrano globoko v zemljo. In kadar korenine gredo globoko v zemljo, so sposobne posrkati iz zemlje najboljše minerale in pa kamenine in takrat trta zgradi lastni obrambni mehanizem pred insekti in pa pred bolezni. Seveda so leta, ko so bolj težavna, tako kot je bilo letošnje, se pravi neprestano deževje, pa vendarle tudi narava nam je v teh letih naklonjena in nam pusti del pridelka. Pustimo na trti grozdje tako dolgo, da je popolnoma dozorelo, da nastopi prezrelost, se pravi, da se prekine asimilacija med koreninskim sistemom in pa med samim grozdom in takrat nastopi čas za naše trgatve. Vse trgatve se gibljajo nekje med 18, 19, 20 in pa pri predikatnih vinih še več procentov sladkorja. Zakaj tako visoko? Kajte to je potem osnova, da lahko pridelamo organsko vino. Se pravi, da tudi alkohol je eden izmed tistih dejavnikov, ko nam ščiti vino. Seveda so kislina in pa vsi drugi dejavniki enako pomembni, vendar ta segment je tudi zelo pomemben. Potem pustimo vsa vina na drožeh skozi vse leto, nekatera vina pa pustimo macerirati vse leto. Se pravi, da ga pustimo na jagodnih kožah, odstranimo samo peclevino, takrat, ko je to potrebno, v določenih letnikih tudi to ne, in pustimo to do naslednjega leta. Jesen pred trgatvijo stekleničimo taka vina. To pa zaradi tega, ker so droži maternice za vino in dokler vino leži na drožeh, ni potrebno v njega posegati z ničemer. Tudi ne z zaščito, kot ga vsi poznamo, to je žveplo. Takrat, ko se v stekleniči določena vina požveplamo z 3 grami, ampak nič več, to je dovolj, nekatera vina pa sploh ne požveplamo in je taka tudi v stekleniči. Smo ena redkih kmetij, ne samo v Sloveniji, tudi v širšem prostoru, ko imamo na trgu v prodaji redni tudi vina brez žvepla. Imamo pa tudi en zelo star postopek pridelave, to je zorenje vina v amforah. To se da jesen grozdje v amforo, se pusti, da se v njej odvre in potem se te amfore zaprejo z glino in ostanejo do naslednje trgatve. To gre za res en najstarejši način in pa to so edina, se pravi, živa vina. Se pravi, to vino živi naprej. Se pravi, ker v ostali vini ga nekako prekinemo njegovo življenje.
Tu pa ne, tu pa ostane in to nam je največje veselje in največje zadovoljstvo, da lahko to delamo, ne samo zase, da lahko to ponudimo tudi prijateljem in pa poznavalcem teh vin. Danes bomo tudi kot zadnje vino in suhi jagodni zbor Nine letnika 2001 tudi poskusili.